Lep pozdrav na prvi tiskovni konferenci Ministrstva za zunanje zadeve. Namen teh srečanj bo, da postanejo redna, mesečna, v kolikor bo seveda interes na vaši strani. Namen je, da se redno srečujemo v taki obliki, kjer je ponekod po svetu to že več ali manj redna ustaljena praksa in da imamo nek dan v mesecu, kjer se tudi, če vas pride samo nekaj, kjer se lahko pogovorimo, ker imate vi kakšno dodatno vprašanje ali kaj takega v mislih, smo imeli zadnjo sredo v mesecu, tokrat smo jo izbrali malo prej zaradi obveznosti, in če bo, kot rečeno, interes, bi s temi tiskovnimi konferencami tudi nadaljevali. Jaz bom imel krajši uvod, potem bom pa vzel tudi seveda nekaj vprašanj. Skratka, lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Aleksander Gržina, sem karierni diplomat Ministrstva za zunanje zadeve z 28 leti delovne dobe v ministrstvu in sem trenutno uradni govorec Ministrstva za zunanje zadeve. Minister Logar je začel z ministrovanjem 13. marca, tako rekoč na samem začetku epidemije. Vodenje diplomacije in samo delo diplomacije so tako od samega začetka te vlade in epidemije potekali v zelo specifičnih okvirih, kljub temu pa je bila sama diplomacija izjemno aktivna. Začel bom z repatriacijo, ki, kot veste, je bila nek proces, s katerim še doslej pravzaprav nismo bili soočeni. Zgodilo se je prvič tako v slovenski zunanji politiki oziroma diplomaciji, kot v nekaterih drugih, pravzaprav v vseh državah. Pomagali smo približno 3000 slovenskim državljanom in rad bi posebej poudaril, da je bila to aktivnost in projekt celotne diplomatsko-konzularne mreže in zunanjega ministrstva številnih diplomatov in diplomatk, ki so preko svojega časa v tistih tednih reševali slovenske državljanke in državljane iz vseh možnih krajev na svetu. To je bilo nekaj neprecenljivega, zaradi tega, ker nam je dalo veliko izkušenj in nas na nek način pripravilo za to, kar nas čaka v drugem polčasu, če bo do njega prišlo. V nadaljevanju tega obdobja je bilo veliko stikov z zunanjimi ministri. Imeli smo približno 20 audio-video konferenc z zunanjimi ministri Evropske unije, z veliko večino zunanjih ministrov v Evropski uniji, z državnim sekretarjem ZDA Pompejem, z zunanjim ministrom Ruske federacije Lavrovom in tako dalje. Z nekaterimi ministri smo imeli pravzaprav stike večkrat na dan, posebej, ko je bilo vprašanje epidemije, zaščite in odpiranja meja posebej visoko na dnevnem redu. Avstrija, Hrvaška, Italija, to so bili stiki včasih tudi po 2-3 dnevno. Beležimo tudi izjemen uspeh, kar zadeva obiske sosednjih držav pri nas. V ponedeljek 22. bomo z avstrijskim zunanjim ministrom zaokrožili obiske zunanjih ministrov sosednjih držav. Posebej dopadljivo ali pa uspešno je, da so vsi ti obiski bili v Sloveniji, ne glede na to, da ima minister Logar najmlajši staž med njimi. Vrsti se veliko post-covid aktivnosti, temu je bilo namenjeno srečanje zunanjih ministrov ene manjše skupine srednjeevropskih držav, ki so se na povabilo Avstrije oziroma avstrijskega zunanjega ministra Schallenberga udeležili srečanja na Dunaju. Gre za zunanje ministre poleg Slovenije in Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske. Tam smo se nekako neformalno dogovorili, da mogoče ta okvir nekega vzajemnega obveščanja, sodelovanja vezano na post-covid dogajanja zadržimo. Nadaljujejo se tudi najave za obisk v Republiki Sloveniji in obratno obisk ministra Logarja v tujini, tako kot že rečeno prihaja minister Schallenberg na obisk v ponedeljek 22. Delamo na obisku ministra Logarja v Rimu 23. junija, kar bo že drugo srečanje z italijanskim zunanjim ministrom Di Maiom. 3. julija prihaja v Slovenijo nemški zunanji minister Mas, ki je želel izvedbo pravega bilateralnega obiska v Sloveniji, kljub dejstvu, da se ministra pravzaprav slišala na precej dolgi audio-video konferenci 18. julija oziroma virtualnem obisku ministra v Berlinu, kot smo temu takrat rekli.
Istega dne pa prihaja v Slovenijo tudi portugalski zunanji minister da Silva, to se pravi, bomo imeli poleg samega bilateralnega obiska v Ljubljani, pravzaprav srečanje trija predsedujočih s 1. julijem letos, kar štejemo kot velik uspeh, ker bi to načeloma moralo biti v Nemčiji, ker Nemčija začenja s triom predsedovanja, bo pa to v Sloveniji. 6. julija prihaja v Slovenijo predsedujoči OVSE-ju albanski zunanji minister Čekuj, 13. julija pa minister Logar skupaj s predsednikom države sodeluje na slovesnostih ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. S tem tempom nameravamo tudi nadaljevati po avgustu, po poletnih počitnicah. Kar zadeva predsedovanje Svetu EU, smo te priprave nekoliko pospešili, ker so zastale zaradi menjave vlade in menjave ministrov. Poleg že omenjenih aktivnosti v omenjenem triju, pa seveda se pospešeno pripravljamo tako na sodelovanje v triju, že čez nekaj dni, oziroma 2 tedna, kot tudi na samo lastno predsedovanje s 1. julijem 2021. V ta namen se je nekoliko spremenila organizacijska zasnova predsedovanja Evropske unije, s katerim se je okrepila vloga Ministrstva za zunanje zadeve, vodja posebnega vladnega projekta in vodja širše delovne skupine je postal minister dr. Logar. To je malo drugače, kot je bilo, ampak s tem se pravzaprav osrednja odgovornost za priprave in delo na samo predsedovanje seli nazaj na MZZ. Program predsedovanja prav tako. Prioritete obeh predsedovanj, oziroma trija in našega, seveda se bojo nekoliko spremenile zaradi soočanja z covidom in post-covid aktivnostmi in razmerami v Evropi in svetu in bo tukaj seveda bodo strateški načrti ustrezno dopolnjeni že zdaj v triju, kjer 3 države izhajamo iz strateške agende EU. V letošnjem letu nas čakajo nekatere pomembne obletnice, nekatere so že za nami, nekatere so še pred nami. To so obletnice iz težjega obdobja naše zgodovine, ki so nas tako ali drugače zaznamovale in so del naše preteklosti in s tem seveda del nas. Z ozirom na to, da je to prva tiskovna konferenca, je prav, da povem še nekaj okrog novih usmeritev zunanje politike ali pa diplomacije. Prizadevali se bomo za nekoliko drugačno zunanjo politiko in nekoliko drugačno diplomacijo. Takšno, ki za naše partnerje v Evropski uniji, v sosednjih državah, na Balkanu in tudi drugje, ne bo več samoumevna in ne bo nekje na obrobju kot v zadnjem desetletju, ampak bo zunanja politika, ki bo nekoliko bolj ambiciozna in bo tudi imela svoje mnenje, morebiti bo včasih tudi drzna in kritična. To bo diplomacija, ki se bo zavedala svoje geostrateške danosti v evroatlantskem prostoru. Prizadevali in delali bomo tiho diplomacijo in glasni bomo takrat, ko bo to treba. Prav s tiho diplomacijo smo v preteklih tednih dosegli premike pri procesu odpiranja meja, prav tako je rezultat tihe diplomacije, kar je sicer ostalo neopaženo, relativno slab odmev nekaterih obletnic, na primer podpisa Trianonske pogodbe in novega praznika tržaške občine 12. junija. Ta diplomacija ne bo šla na prvo žogo. Če zadeve ne komuniciramo in ne komentiramo ali na njih ne reagiramo vedno in takoj, to še ne pomeni, da ne delamo in da ne zasledujemo strateških interesov države. Diplomacija je že po definiciji nekaj, kar pretežno se ne dogaja vsem na očeh, vsak trenutek in vedno na glas, ampak v ozadju in tiho. Malo več zaupanja torej v diplomacijo. Prav številni slovenski, v največji meri anonimni diplomati in diplomatke te hiše, nekateri so žal že pokojni, stojijo za vsemi najuspešnejšimi zgodbami, tudi najtežjimi, zunanjepolitičnimi zgodbami te države na pragu njene 30. obletnice. Jaz bi se na tej točki ustavil, se vam zahvalil za pozornost in bi prišel na vprašanja, če so. Hvala.